največje tvoje ime je največje nad vsem. Tvoje je ime v svet in vladarstva moči, poglavarstva nad vsem. Tvoje je ime. Danes karkoli hočeš narediti, rabiš ful pogum. Posebej, če hočeš, da te Bog uporabi. Amen. In ne vem, čez koliko znakov poguma bom šel danes, mogoče čez 7, mogoče pa sam čez enega. Dajmo si pogledati Matej 11:12. Jezus ful govori tako, nek tak zelo zanimiv citat, kako je ful nasprotovanja, če hočeš kaj usvojiti od Boga. Kako je ful, wow, Matej 11:12. Resnično povem vam, med rojenimi od žena ni bil obojen večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega. Wow. Se pravi, kdorkoli je na novo rojen, kdorkoli je v Jezusu, je večji od največjega v stari zavezi. Wow. Haleluja. Jezus v nas, upanje slave. Ampak poglej zdaj naslednji citat. Se pravi, najprej nas je ohrabril, da kdorkoli je nova stvaritev v Jezusu, je večji od največjega, preden je Jezus prišel. Ampak poglej naslednjo vrstico. Od dni Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo silo utira pot in močni ga osvajajo. Wow. Jaz si to ne bi upal napisati, če bi jaz pisal Biblijo. Hvala Bogu, da ni človek pisal, ampak Bog. Amen. In se pravi, midva mora biti močna, če hočemo osvajati Božje kraljestvo. Amen. Redko kdo je šibek, pa da osvaja stvari za Boga. To je skoraj nemogoče, ker čim, ne vem kako je bilo s tabo, ko si sprejel Jezusa, a so ti vsi tvoji frendi ploskali, pa ti kupovali darila, pa ti spekali torto, ko si zdaj sprejel Jezusa, ali si tako kot jaz, ko so me frendi videli, naenkrat so šli na drugo stran ulice mimo mene. Jaz sem odrastel ful v ateistični družini in ko sem doma povedal za Jezusa, mi je oče takoj zrihtal najboljšega psihiatra v Ljubljani. In mu ni bilo jasno, kako sem zdaj kar doma za vikend, namesto da bi ga žuril, pa vas za dedam hodil. Jaz pa v sobi berem Biblijo. Oh, haleluja. Haleluja. Cerkev, Bog išče močne ljudi. Haleluja. Amen. Zato Sveto pismo pravi, naj slabotni reče, sem močan. V bistvu imaš več možnosti, da si močen v Bogu, če si tako bolj šibek. Amen. Ker lahko si v karakterju ful močen, pa nisi močen v Bogu. Ker pač ne rabiš Boga, ker si že ti toliko močen. Ampak ti poštekaš, da sploh ne moreš biti kristjan, da rabiš Jezusa, da si kristjan. Amen. Pol si močen. Amen. Ker si ti močen v duhu, pol si res močen. Amen. Sploh ti ni, Jezus ni rekel blagor inteligentnim, blagor tem, ki imajo ful dobre veze, veliko denarja, blagor tem, ki so ful na dieti in zdravo jejo. On je rekel blagor lačnim, haleluja, blagor žejnim, haleluja. Ne vem, kako je s tabo, jaz sem skozi lačen Boga, haleluja. Jaz skozi hočem še več njega. Jaz koliko sem izpolnjen Sveti Duhom, sem še bolj žejen. Preden sem sprejel Jezusa na kateremkoli žuru, smo se zakajali, sem rekel, ima kdo še en joint, sam še en joint. Kolikor sem bil zadet, sem še en joint rabil. Ampak zdaj sem pa tako Svetim Duhom, haleluja. Kolikor sem poln Svetega Duha, hočem še, haleluja. In naj ti povem, najhujše, ko nisi več lačen, ko nisi več žen, ko misliš, da si že posrkal vso moč univerzuma in sprejel vso modrost tega sveta, pol zate ni več upanja. Ko pa veš, jaz nič ne morem brez Jezusa. Haleluja. Amen. Pa si pa ful nevaren. Haleluja. Amen. Dajmo se to malo pogledati. Prvi znak hrabrosti je, ko se nehaš bati mnenja drugih ljudi. Amen. Ko te ni več strah, kaj si bo kdo mislil. Wow, probi si to predstavljati. Svoje življenje, ker te ni več strah ljudi. Haleluja. Haleluja.
Probi si to malo, probi se uživeti, kako bi ti izgledal, če ti ni več strah ljudi. En pastor, ki ga je Bog ful izval, da se preveč boji ljudi, mu je Bog rekel, mu je Sveti Duh govoril na poti domov iz bogoslužja, da naj trop celo pot do doma v avtu. In pol je imel roko na hupi, celo pot do doma in predstavljaj si, kaj na semaforju trobaš, ker rdeča luč, pa te zraven gleda, če si. Ti pa gledaš stran od njega, pa naprej trobaš. Jaz ne vem, pač v Sloveniji najbrž bi mogel kakšno kazen plačati, pa tako. Ampak če ti je Bog rekel, pol pač, boš da kazen plačaš. Dajmo si to pogledati v pregovorih 29-25. Pregovori imajo ful veliko modrosti, res, ogromen. Veliko pregovorov, ki jih imajo Slovenci, izvirajo v bistvu z Božje besede. Poglej si tega, strah pred ljudmi nastavlja zanko. Wow, ti misliš, če bom ugajal temu človeku, pa še temu, pa temu direktorju, pa unu, pol me bo vsi me radi, pol bom promoviral, boljš mi bo. A v bistvu sam v sebi zanko nastavljaš, ker na koncu te bo sam splunal ven, ker si samo ena rit, ko ugajaš vsem okoli sebe. In se nobeno hotel s tabo družiti, ker ljudje ne marajo šibkih ljudi okoli sebe. Noben ne bo ful spoštoval šibkega človeka, ki hoče vsem ugajati. Amen? Če si pa močen, pa tudi, če si se zmotil, haleluja, imaš več možnosti. Strah pred človekom nastavlja zanko. Jaz se spomnim, ko sem se ful bal svojega očeta. Mi smo živeli v 4. štuku, ampak jaz sem točno slišal, katera vrata od avta so od mojega očeta, ki jih je zaprl, ki je šihta prišel. In pol sem hitro pogledal, ta kul je na pravem mestu, ta šalca je na pravem mestu, tole je to. In tako sem imel 3 stvari. Jaz sem vedel vsakič, kaj me bo vprašal, ko je domov prišel. In sem imel takoj 3 odgovore za njega. Kaj si delal? To. In vse 3 so bile laži, večinoma. Sam sem dober zgledal, haleluja. In pol se moj oče lahko hvalil z mano, ko smo šli na kakšno družinsko zabavo in tako. Ampak nič tega ni bilo res. In pol, ko sem sprejel Jezusa, sem zlomil duha kontrole. Sem vedel, to je duh kontrole in sem ga zlomil nad sabo. Ker ti ne moreš imeti rad Boga in biti hinavec zraven. Ti ne moreš imeti Božji strah v sebi, pa strah pred človekom. To ne gre skupaj. Zato moramo se rešiti cerkev. Danes, če ti nič drugega ne uspe, probi malo več tega strahu pred ljudmi se rešiti. Amen? Probi se malo več tega rešiti danes. Ker pol boš imel več Božje moči v sebi. In pač, ko sem v molitvi to zlomil duha kontrole, ko sem naslednjič slišal, da moj oče prišel domov, me nič ni živciral. Pustil sem malo razmetano se. Odgovorov nisem imel v unih 3. In ko me oče vprašal, kaj sem delal, sem ga objel. Sem rekel, ful te imam rad, oče. Nisem mu sploh odgovoril na njegovo vprašanje. Kdo ti pravi, da moraš odgovarjati na vsako vprašanje? Brez veze. A ste kdaj videli Jezusa, da odgovarja ljudem na vprašanje? Skoraj nikoli. Najti mi enkrat, ko Jezus odgovori to, ko ga je človek vprašal. Skoraj nikoli. Vedno jim da eno drugo vprašanje on. Ali jih pa zmede čist na levi nogi. In ko sem ga objel, sem rekel, oče, ful te imam rad. Jaz ga nisem videl tako brez besed. On je imel usta do kolen, čist je bil zmrznen, šokiran, ne vedel, kam bi se obrnil, kako bi šel okoli mi mene, tja, kamor že hotel iti. In nikoli več v življenju mi ni to vprašal. Haleluja. Haleluja. Strah pred ljudmi nastavlja zanko. In skozi hočeš ugajati ljudem in na koncu si čist zavržen. Ko moraš vedeti, da nekje v psalmu pravi, ljudje so kot trava, danes se ful so močni, jutri jih pa ni več, sonce jih zažge, konc. Razumeš, da če cel življenje posvečaš, komu boš ugajal, kdo te bo imel rad, si čist zavozil svoje življenje. Pa ful je težko. Jaz se spomnim, ko sem vedno med počitnicami delal v kakšni fabriki in sem delal
ujati, ker so piščanci mi tako leteli, min tekočega traka, min glave. In pol si ga tako zagrabil dol in se ga v en ror porinil, tam je bila pa ena delavka, ki ga v vrečko tako dala. In to delaš 8 ur, od 6 zjutraj do 2. In pač jaz, ker sem bolj velik, mi je ful pasal, da sem se zraven tako naslonil na eno misco tam v zadnji. Ker ne vem, kako je s tabo, sem jaz težko takole stojim. Jaz se moram nekam nasloniti, zato mi žena vedno pravi, katero prižnico bo zdaj zlomil, ker se skozi gor naslanjam, tako da zdaj imamo ful močno, res, neuničljivo. Ampak pač delaš, sediš zraven in delaš. A je to kaj narobe? V bistvu še boljš delam, kot če bi mogel takole stati, ker sem spočit. Lažje delam. Ampak čim je prišel šef v delka, mi, hita dol z mize. In pol noben več ni bil vesel. Mi smo se prej imeli fajn, ko smo delali, dokler ni šef prišel. In pol vsi ful se zresno, ful zgledamo tako, da trpimo. Čim on gre, lepo delamo isto, samo da se imamo fajn. Zdaj povem, to je zanka, strah pred človekom. In pol si tako vzgojen, da imaš v bistvu 2 obraza in si dvoličen. In jaz ful nima dobrih besed za dvoličneže. Amen? Ful. Strah pred človekom nastavlja zanko, kdor pa zaupa v Gospoda, bo obvarovan. Se pravi, rešitev je, da zaupaš v Gospoda. Amen? In pol zaupati v Gospoda pomeni, da ko boš ti govoril resnico, recimo v enem krogu ljudi ali pa recimo na delovnem mestu, ko ti ne boš hotel biti dvoličen, lahko da boš izgubil službo. Amen? In zato, ker se bojiš izgubiti službo, si v problemih. In imaš zanko. In si naredil zanko. Zakaj? Ker boš še naprej v tej službi in boš tam sužen, namesto da bi izgubil službo zaradi Evsa, da ti on lahko da boljšo. Amen? In lahko napreduješ, zato ker pač se nisi poklonil lažem. Amen? Ne se bati. Razumeš, če nočeš, rešitev je v tem drugem delu citata. Kdor zaupa v Gospoda, bo obvarovan. Se pravi, rešitev je, dokaj Tanja danes med spontanim slavljenjem na koncu molila, da je Jezus naš izvir. On je naš izvor. Amen. Vprašaj se, kdo je izvor tvojega bogatstva? Kdo je izvor tvoje sreče? Kdo je izvor tvojega miru? Amen. Kdo je izvor tvojega obstanka? A je to človek? A je to tvoj šef, tvoj starš, tvoj direktor? Kdo je tvoj izvor? Amen. Dajmo se odločiti, da bomo Bogu služili cerkvi. Amen. On je toliko dober gospodar, da je dal svoje življenje zate. Amen. Sveto pismo pravi, če dal oče svojega sina za nas, kako nam ne bo vse drugo milostno podaril. Amen. On gleda na tvoje srce, on ne gleda na to, kaj si naredil, ampak on na tvoje srce gleda. In naj ti povem, ko bomo prišli na Kristusovo sodbo, mi ne bomo sojeni, glede na to, kje bomo preživeli večnost, ker nam je Jezus Gospod in je v naših srcih in smo odrešeni. Ampak koliko nagrad bomo sprejeli, bo pa odvisen od motiva naših src. Ne od tega, koliko si ljudem pomagal, kaj si naredil, ampak zakaj si to naredil. Amen. Jaz lahko, da bom sprejel ful mal nagrad, ker lahko da vse, kar sem delal, je zato, da bi dober zgledal. Da bi lahko pa ljudje rekel, to je bil pa dober pastor. Klemen je pa res dober človek. In sem vse nagrade skuril. In pol bom gor prišel in vse bo zgorelo. Ker sem itak zase to vse delal, ne zaradi vas. In pol pač piše, mislim, da nekje v Korinčanih piše, da bo ogenj preizkusil naša dela in samo to, kar je v Kristusu, bo obstal, drugo bo zgorelo. Mi sami se bomo sicer odrešali, ampak kokr čez ogenj. Sprav, jaz sem odrešen, haleluja, to je največ. Jaz imam večnost zagarantirano, jaz ne bi rad, da sem cel življenje delal z napačnimi motivi. Da sem delal samo, da bi bil všeč ljudem, da bi ugajal človeku in sem čist falil Božjo voljo. In kaj je rešitev? Kdor zaupa v Gospoda,
bo obvarovan. Amen. Dajmo mu zaupati. Amen. Dajmo mu bolj zaupati. Haleluja. Poglej si apostola Pavla v Galačanih 1:10. Apostol Pavel, guru nad guruji, filozof nad filozofi, teolog nad teologi, karijera vrhunska. Ti prav vse te diplome, vsa ta priznanja, to imam vse za smeti. Meni je to čisto vse brez veze, samo da bi še bolj Kristusa spoznal. In tip je naredil več, kot kjerkoli človek na zemlji. 2/3 pisem v Novih zavezah, Sveti Duh čez njega napisal. Tip je videl kreativne čudeže, ozdravljene, osvobojene, vmes so ga kamnali do smrti, pride spet nazaj, spet pridiga, do konca zvest Bogu. Res, to je bil, mene apostol Pavel mi je tako nek vzornik, lahko rečem. Ali si zdaj prizadevam pridobiti naklonjenost pri ljudeh ali pri Bogu? Ko bi še hotel ugajati ljudem, ne bi bil Kristusov služabnik. Wow, mene zanima, koliko od nas lahko to reče. Haleluja. Amen. Haleluja. Mi se ful trudimo ugajati ljudem. Ful. Amen. Ker nočemo biti zavrženi. Etko. Mi hočemo, da bi nas vsi imeli skozi ful radi. Da bi vsem bili ful všeč. Ne vem, kako je s tabo. Saj jaz sem tak, no. Jaz bi rad, da vsi me hvalijo, da so vsi ful zadovoljni z mano. Da reče, wow, ti si pa res the best, Klemen. S tabo se tako dobro počutim. Ampak problem je, če mi to govori en lažnivec, hinavc, prešuštnik, razumeš, nekdo, ki je ful sovražen do Boga in se ful dobro zraven mene počuti. A ni to neki narobe, cerkev? To je malo čuden, morate priznati. Haleluja. Dajmo ugajati Bogu, cerkev. Poglej si Psalm 118:6. Gospod je z menoj, ne bojim se, kaj mi more storiti človek. Bojim se, haleluja. Hvala ti, Jezus. Strah odpre vrata sovražniku. V bistvu si se imel ful dober, dokler ti ni začel biti strah. Peter, hod po vodi, dokler se ne ustraši. Razumeš, strah je tvoj sovražnik, ni tvoj prijatelj. Haleluja. Moraš se upreti strahu. Ja, tudi. Ja. In zdaj, ko si pogumen, Sveto pismo pravi, da govorimo resnico v ljubezni. In problem je dostkrat, ko si toliko povezan z Bogom, da te nič ni strah in pol tolčeš ljudi po glavi z resnico. To je pa drug ekstrem. In pol ti ni problem. Jaz sem tako sprejel Jezusa, cela familija proti meni, jaz prijem na rojsten dan, haleluja, začnem tam, sam en, da se nekaj ni strinjal z mano, ti ne veš, stari, krijev se tekla zate, človek, ti si na poti v peku, bla, bla, bla. In valjda pač to ni, dajmo se to pogledati, v Efežanom 4:15 prav govori o tem. Ful je važen, zato sem prej rekel, ful je lažje biti močen, če si šibek. Ker problem je, če si že tako ful močna osebnost, pa aroganten in tako naprej. Ker pač pol se ne ve, a si poln samega sebe, pa svojega poguma, ali hodaš v Božji ljubezni, pa se ne bojiš ljudi. To je ful velika razlika, če se ne bojiš ljudi zato, ker si sam tako močen, ali zato, ker je Bog nekaj v tebi naredil. Pač pa živimo iz resnice v ljubezni, da bomo v vsem rasli van, ki je glava Kristus. V enem prevodu pravi, da govorimo resnico v ljubezni. A je to 15. vrstica? 15, ok. Prav, govor resnico v ljubezni. V Janezu 1 piše, da Jezus je prišel z milostjo in resnico. Če prideš samo za resnico, boš pač samo, to je tako, kot da bi operacijo brez narkoze delal. Vsak bo v nož videl skalpelo in bo pobegnil v tebe. Razumeš, milost in resnica.
Ne moreš sam priti do človeka, tako kot sem jaz do svoje tete, ki je ful iskala Boga in pol je hotela zvedeti malo, kaj imam to jaz. In sem rekel, ti si ful grešna. Ona, ne, nisem. Pa morate vedeti, mož jo je zapustil, ful enih problemov imela. Zadnja stvar, ko ona, da jo bom še jaz, da ti si ful grešna. Cerkev Evangelija, Jezus je rekel, pridite k meni vsi, kdorkoli je obremenjen, kdorkoli je obtežen, jaz vam bom dal življenje, milost, resnico. Jezus je prišel z milostjo in resnico. Amen. Poglej si tole v Kološanom 4:6. Vaša beseda naj bo zmeraj ljubezniva. Wow. A si lahko ful hraber, pa ful ljubezniv. To je dobra kombinacija. A je dober miks to? Predstavljaj si, da ti sploh ni treba tam sedreti, kaj en huligan ali pa kaj en diktator, ampak da si lahko ful ljubezniv. Amen? Da dejansko imaš rad ljudi. Amen? Kdo od vas zdaj molil, da bi bil bolj ljubezniv? Mogoče moja žena to zame molila, jaz pa ne vem, če sem zase, da bi bolj ljubezniv. Naj bo vaša beseda zmeraj, a zmeraj, kva to pomeni? Ja, vedno, skozi. A si lahko vedno ljubezniv? Aleluja. Aleluja, vedno ljubezniv. Amen, tudi če se ne strinjaš. Wow. Začinjeno soljo, aleluja. Se pravi, sol je pa ta okus. Recimo, lahko imaš ful dobro govejo juho, ampak če ni noč soli, to je ful za nič, to je kar nekaj. Jaz se spomnim, ko sem 2 leta živel v Angliji, ampak 1 let sem rabil, sam da sem poštekel, da moram vse, kar oni skuhajo, samo malo posoliti. Jaz sem mislil, Angleži so ful za nič kuhari. Dokler nisem poštekel, samo malo soli daš gor. Ker oni ful se bojijo soli, ne vem zakaj. In sam, ko pa poslušaj, pa to the best. Amen. In tako je modrost, cerkev. Ko nekaj delaš, da je malo modrosti not, haleluja. Amen. Začin malo soljo, haleluja. Ne Bog, svoj tako, ko Sveti Duh nekaj čez tebe še, ko ti oblikuje malo ta tvoj stil, žargon, kaj boš rekel, kako boš rekel, s kakšnim načinom boš nekaj rekel, to je sol, haleluja. To da pol okus. Da boste vedeli, kako morate odgovarjati, a lahko rečeš kako. Ne piše kaj, ampak kako, haleluja. Zanimiv. Kako morate odgovarjati komorkoli. Amen. Se pravi, nekdo rab en način, nekdo rab čist drugačen način. Zato gre meni včasih ful na živce. Tako, ko se poslušam, ko se z nekom pogovarjam in mi ni jasno, zakva sem tako osladen ali pa pri komu drumu, pa zakva sem toliko napadalen. Ampak pač to je sol. Amen. Ko Sveti Duh čez tebe ve, kako more s kom govoriti. Amen. A ima logiko to? Poglejte tole, Pregovori 15:1. Ko se nekdo, ta je ful dobra, če se kdo ful jezi nate. Jaz ne vem, ampak jaz verjamem, da če govoriš resnico, se bojo ful ljudje jezili nate. Amen? Če ti je ful strah, tega pa najbrž ne boš dosti resnice govoril. Ampak ko jo govoriš, se ljudje začnejo jeziti nate. In kakšna je rešitev? Je, da si ti še glasnejši od njih. Amen? Kdorkoli glasen, da ga preglasiš. Ne, ni res, to ni res. To ni Božja beseda. Rešitev je mil odgovor. Mil, se pravi, kva je to mil? Krotek odgovor. Veste, kaj je krotkost? Krotkost je, da si ful mehak, čeprav si ful močen. Ful si močen, ampak se takoj podrediš Bogu. Ful hiter, ni tvoj ego v spredju, amen, ampak ti si se umaknil stran. Amen. Ne braniš se, ne ščitaš se, si krotek. Takoj poslušaš, kar ti Bog reče. Ne kregaš se, ne razpravljaš, ne rabaš
se bo molil glede tega. Ne, ti si krotek, hiter si poslušan. Amen. Krotek odgovor pomirja jezo. Žaljiva beseda pa zbuja jezo. Se pravi, ko te kdo žali, če ga ti nazaj užališ, si samo ogenj na ogenj dal. In bo sam še več ognja. In noben ne bo zmagal. Lahko si zmagal argument, ampak si izgubil človeka. Cerkev, Haleluja, ko te kdo napada, probi se že vnaprej pripraviti. Mi se lahko zdresiramo, cerkev, ko poznamo Božjo besedo, si do te mere prenovimo, da ko zaznamo, da je nekdo jezen na nas, se takoj oborožimo s krotkostjo. In si rečemo, wow, zdaj pa moj trenutek prišel. Amen. Jaz vedno, če mi to uspe, z mojo ženo recimo, sem pol ful velik zmagovalec. Jaz sem se že veselil, ko sem videl, da je žena malo tečna včasih ali pa kaj. In sem si rekel, wow, zdaj je moj trenutek, haleluja. Haleluja. Zdaj se jaz lahko izkažem, haleluja. Nasprotno pa, ko vidim, da sem jaz malo tečen, ko problem je, cerkev, ko mi dostikrat ful cajta rabimo, da vidimo, da smo živčni, teči, nervozni. In večinoma nas neki noter žre, neka skrb, neki... In cerkev, ti ko vidiš, da si zatežen, ko vidiš, da te vse moti. Jaz se včasih že v avtu začnem prepirati z drugimi vozniki na cesti. Pol vem, aha, nekaj se mi dogaja. In pol kaj narediš? Oboroži se z ekstra milostjo. Ekstra, vse, karkoli narediš, daš še dvakrat več milosti na to, kar si naredil, da se ti diže tako, da si ful osladen, ampak takrat si mogoče glih okej še. Tako da probi, ko vidiš, da si malce zatežen, probi še več dati krotkosti pa soli na vse, kar delaš. Amen? Drugače ne moreš, si pa lahko tudi čist tih. To tudi ni slabo. Ko vidiš, da jaz dostikrat tako že napišem komu kakšen odgovor, ko mi kaj napiše. Ampak ko vidim, da sem zadnjič sem Boštjana nekaj kontaktiral, pa rekel, nekaj se ti glas trese. To je že prepozno. Mogel bi še malo več časa si dati, preden sem ga poklical. Amen? Ko se tako s kom ne strinjaš, pač ne takoj na prvo žogo. Amen? Posebej, če si razburjen. Razumeš, da človeška jeza, to nekje piše v pregovorih, človeška jeza ne uresničuje Božje pravičnosti. Mi mislimo, ko sem ful razjezil, pa bom pa dosegel. To ni, jaz ne vidim tega v Božji besedi. Krotek, haleluja. Amen? Bod krotek. Ok, se pravi, kako biti pogumen? Ne se bati ljudi. Amen? Probi se manj bati ljudi. Probi nadzirati to, kako to narediš, da več zaupaš Bogu. Amen? Da namesto da bi človeku ugajal, bolj Bogu ugajaš. Recimo na delovnem mestu, ali kjerkoli si, nekje prav Sveto pismo, vse delajte kakor za Gospoda, ne za človeka. In ti, ko začneš Bogu služiti, haleluja, ti boš naredil malo več, kolikor se v tebe pričakuje. Ker jaz rekel, če te prosi 1 milo, pa 2. In v bistvu, če ti čist malo več sam narediš, si že ful nadpoprečen. Ker večina ljudi išče minimum, kar lahko naredijo za isti denar. Ampak če ti sam malo več narediš, ful izstopaš. Razum, prideš 15 minut prej, 15 minut dlje ostaneš. Malo več se angažiraš. Wow. Se noš mogo rešiti promocije. Haleluja. Drugič, resnico govor z ljubeznijo. Amen. Ko vidiš, da si močen, bod poln ljubezni. Amen. Ljubezen je pa to, da se vključiš v življenje drugega za njegovo korist, ne za sebe. Amen. Amen. Haleluja. Dajmo se pogledati še eno točko. Ko si pogumen, nehaš skrivati svojo vero. Amen. Jo nehaš skrivati. Se pravi, ko ti Bog odpre vrata, haleluja, podeliš svojo vero. Amen. Cerkev, če mi dosti je samo da pravični nič ne dela, pa krivica napreduje.
To je dost. Nam je dost samo, da smo tih, da se umaknemo, pa bo zelo ful napredovalo. Razumeš, ko je čas, da ti govoriš resnico, podeliš svojo vero. Kdo drug bo, če noš ti? Kdo bo namaz tebe? Noben. Dajmo s to pogledati. Matej 10:32. Vsakega torej, ki bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Se pravi, če tebe ni sram, a lahko da še naslednji citat. Če tebe ni sram Jezusa, pol tudi njega ne bo sram tebe. Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. Se pravi, splača se ti biti avtentičen kristjan. Amen? Se vsem, če bo šel komu na živce. Razumeš? Jaz sem skoraj znor, ne vem, kako bi se izrazil. Ko sem prvič slišal enega, ki je govoril Jezusu, mi je šel ful na živce, res. Jaz sem kar pobegnil stran, nekje v Stari Ljubljani je bil en band, dobra muzika, pa tip začel govoriti o Jezusu, sem se ful vznemiril in sem šel stran in sem začel nekaj preklinjati. In pol, ko sem bil 1-2 minuti stran, sem pa razmišljal, pa sem ful cool človek. Kaj se smeješ, Bojan? Jaz sem se imel tako za ful tazga pacifista. Jaz sem bil hipi z dolgimi lasmi. Jaz se nikoli nisem razburil v cerkvu. Pa sem mislil, pa kva je to? Zakva me je toliko Jezus, ta ime Jezus, zakva me je to toliko znerviralo? Razumete, prej, ne vem, lobi bili Hare Krišnovci zraven, bi z njimi plesal, lobi, vse bi lahko delal, ampak ko sem pa slišal Jezus, sem bil pa ful živčen, vznemirjen. Čist me je, stresal me je. In cerkev 2 tedna kasneje sem se pa spreobrnil. Razumeš, samo zato, ker je nekdo ful živčen zraven tebe, ne pomeni, da je nekaj narobe. Amen? Ne pomeni, to ni nič hudega. Če ti hodiš v ljubezni, pa vse kul, samo zato, ker tebe ni sram Jezusa, pa je nekdo živčen zaradi tega zraven tebe, pač bod vesel, haleluja, nekaj se dogaja, mogoče se je vest v njemu prebudila. Najslabše, če je človek ful apatičen, karkoli se dogaja okoli njega, ful ignoranten do vsega. Če ga je nekaj zmotil, pomeni, da je nekaj živega v njemu. Amen? Lahko da je ful bliz, haleluja. Poglejte si še eno od Pavla v Rimljanih 1:16. Ne sramujem se namreč evangelija. Wow. Dober je, da te ni sram dobre novice. Amen. Ne se sramovati evangelija. Haleluja. V njem se namreč razodeva Božja pravičnost iz vere v vero, kakor je zapisano, pravični bo živel iz vere. Ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje. Najprej Judu, potem Grku in potem Slovencu. Se pravi, evangelij je full power. Jaz sem vojsko služil sam 10 dni, ko se nisem sramoval evangelija. 9 dni sem se full sramoval evangelija in so mi rekli, če boš pridigal, ker jaz sem služil civilno in sem bil v domu upokojencev v Mariboru. In so rekli, in ker takrat sem živel v Mariboru, in so mi rekli, če boš govoril o Jezusu, te bomo poslali na Primorsko in 6 mesecev ne boš videl svoje družine. In glih sin se mi je rodil. Moj sin je bil star 2 tedna. Sem rekel, ja, dobro. Pa samo 6 do 7 ur sem služil vojsko na dan. To je bilo res super. Pa še plačan sem bil. Sem rekel, pa dobro, bom že potrpel, pač nam govoril o Jezusu. Vse tle sem pač zato, da pomagam, ne da pridigam. In 9 dni so mi skozi težili, delavke tam, upokojenci, pa kva imaš ti, daj povej nam, kaj imaš. Oni so videli, da je nekaj v meni, ker sem pač skozi bil poln Svetega Duha, vse sem imel rad, vse sem delal kul.
In ko so pa hoteli malo več vedeti, sem bil pa zaprt, sem pa rekel, nič, vse je kul, normalen človek. Ne, nekaj imaš. In jim nisem hotel povedati, ker sem se sramoval v evangelija. In potem sem pa rekel ženi, 10. dan sem pa vzel kar Biblijo sabo našil. Žepno verzijo Biblije sem si vzel. Sem rekel, Carol, jaz ne morem več tako živeti. Lahko, da me več noč videla 6 mesecev. Ne vem pač, kva se bo zdaj zgodilo. Sam jaz grem, jaz se ne morem sramovati evangelija. Cerko, jaz sem šel na delovno mesto in so mi dali slepo žensko, so mi dali, da jo spremljam na operacijo okovka. Ona je bila na vozičku, ker je kot slepa, je padla ven z vozička in glavno se je okovk uničila in jaz sem jo pol spremljal v reševalnem vozilu in ko smo v čakalnico, tako odprta čakalnica, to je bilo vse nabit ljudi, ona meni začne jamrati, pa gor in dol in sem rekel, gospa, vam lahko nekaj preberem. In sem potegnil Biblijo ven. In sem prebral Luka 4, Gospodov duh je nad menoj, ker me je pomazilil, da oznanim blagovestu Bogim, dam slepim vid, spustim zatirance na svobodo. In ona reče, kaj si rekel? Slepim vid. Sem rekel, ja, to piše, to vam berem Sveto pismo, sem rekel. Prav, jaz verjamem Sveto pismo, ona me prav. In vsi, cela čakalnica gleda, kaj se to zdaj dogaja. In jaz sem rekel, nič, če verjamete, jaz lahko položim roko na vaše oči in v imenu Jezusa boste spregledali. Ker Sveto pismo prav, ta znamenja bodo spremljali tiste, ki verujejo. V mojem imenu bodo polagali roke na bolnike in bolniki bodo ozdraveli. Sem rekel, verjamete prav, ja. In jaz sem položil roko na njene oči. Vsi tam gledajo, jaz nobenem oči, jaz dostkrat čutim tako moč iz trebuha, ki je vse rekel, z vašega trebuha bojo tekle reke života. Včasih iz roke ven mi steče maziljene. To, kar pa nič nisem čutil, ful me je bilo strah, cerku. Jaz sem bil čist preplašen, prvič, da bom zgubil zdaj to ful dobro služenje vojske, ker imam 5 minut od doma, drugič, da bom totalen idiot zdaj izpadel, ker sem ji obljubil, da bo spregledal. Razumete, 100 strahov sem imel in sem. Zakaj? Zato, ker sem roko na njo položil, nič nisem čutil. Jaz nisem čutil nobenega maziljenja, nobene moči, samo strah me je bilo. Ampak sem zapovedal v oči, da spregleda. Ker Jezus je govoril stvarem v obstoj. Amen? In sem zapovedal očem, da se odprejo, da spregledajo, da ne bo ozdravljena. In ko sem to govoril, sem čakal, če bo kakšno maziljenje, nič ni bilo, cerku. In ko sem dajal roko dol z njenih oči, sem že imel tako v umu, kako bi jo zdaj ohrabril, ker ni spregledala, da ne še naprej veruje, ker to je res, doskrat, jaz sem molil, ne, človeka s trgano hrbtenico, fizično nemogoče, da bi kdaj hodil, sem molil za njega, ni shodil, ampak je čez 1 mesec hodil, ker je začel vsak dan govoriti, da je ozdravljen, je začel izpovedovati Božjo besedo, verjeti Bogu in je shodil, čez 1 mesec, ne da bi jaz molil za njega. In sem pač že to razmišljal, kako jo bom pač ohrabril, pa je dal par citatov. Cerko, sem jaz dal roko dol, ona začne opiti, haleluja! In pol, koliko sem jaz fajn, koliko sem čudovit mladenič in pol sva se objemala in haleluja! Wow! To vam govorim, biti pogumen ne pomeni, da te ni strah. Se ne sramovati ne pomeni, da si Superman. Amen? Ne pomeni, sam naredi en korak, haleluja. Amen? Ker Jezus prav stop na vodo. Amen? Ne se sramovati, haleluja. Ne rabaš čakati, kdaj boš ful zrel. Ti se lahko en dan spreobrnem, pa si ful hraber. A razumeš, da Jezus je rekel, kdor me ljubi, bo jaz in oče prišla, pa bo živela v njemu. Potem piše, kdor v srcu prizna, da je Jezus Gospod, da ga je oče obudil od mrtvih in ga prizna za svojega Gospoda, bo odrešen. Tisto sekundo si ti odrešen. Ti ne rabaš ful delati na tem, da boš en dan odrešen. Ti si odrešen. Koliko Jezusa je prišlo vate prvi dan, ko si ga sprejel? 1%, 2%, 3%, 100%, haleluja. Cel Jezus je prišel. Sprav, ti imaš vso kapaciteto Boga, haleluja, zdaj vse. Recimo, največ čudežev, ko sem slišal ta mesec, vsak teden je pričevanje, recimo v krščanskem centru Šentjur, je ena gospa, ki ne vem sploh, koliko razume Sveto pismo.
pa ni dolgo spreobrnjena, nima nekih teoloških znanj in tako naprej, ampak verjame, karkoli poveš, verjame, to je Božja beseda in vsak teden ima ful nadnaravna pričevanja, ozdravljenja, čudeži, skozi. Nehimo razmišljati, daj bomo ful boljši, ne to razmišljati, ne razmišljati, daj boš bolj duhoven, ne to razmišljati, sam deli korake, amen. Sam reči, ne sramujem se evangelija, haleluja, amen. Haleluja, evangelija, Božja moč vsakmu, ki veruje. A razumete, lahko da je ona verovala, najbrž v tem primeru, ko ona spregleda, je ona verovala, jaz vprašanje, če sem verjel. Najbrž sem, ker če ne bi roke na njo položil. Razumeš, da vera brez del je mrtva. Tvoje dela pokažejo, kaj verjameš. Amen? Cerkev, če ne skrivamo svoje vere, lahko da nam bo mogoče trenutno kaj slabše, samo dolgoročno bomo ful bolj uspevali. Jaz sem vojsko služil zaradi tega, ker nisem vere skrival, samo 10 dni. In ostalih 6 mesecev sem bil doma z dvojno plačo. Ko sem mi rekel, lej, ti vstopa več nimaš v ta dom, ker jaz, kad sem to žensko iz bolnice pripeljal z očmi, so vsi dol padali. Nisem mogla verjeti, in pol jim je bral, on jim je mogla dokazati, da ona vidi, ko to niso še videli, da lahko slep spregleda. To danes je ful. Cerkev, mi premalo čudežev vidimo. Amen? Zakaj? Ker smo preveč sramujemo evangelijo. Amen? Ste povem, če kdaj čas za čudeže, je danes, haleluja. Amen? Ker nas vesolci strašijo in vse živo. Cerkev, mi danes rabimo čudeže. Amen? Hvala ti. Amen. To je boljš kot noben, haleluja. 2, haleluja. Amen? 3, amen. Kdo bi še rad čudež? Ja, amen. Haleluja. In posel, to je bilo 24 delov, ki je bilo na tem oddelku, kjer sem jaz bil. In so rekli, aha, a smo mi vedeli, da nekaj imaš. In pol sem vse mogel njih Jezusu pripeljati. Sem povedal, lej, so rekli, mi bi tudi radi tako molili za bolnike, pa da so ozdravljeni. Res. In pol, namesto da bi šli na malco, smo bili zaprti v eno učilnico, kjer sem jih jaz učil, teh pol ure, kako moliti za bolnike. Vseh 24 delavk. In sem rekel, prvi korak, moraš sprejeti Jezusa za svojega rešitelja. Ker ti ne moreš izganiti demonov, zdraviti bolnikov, če ni Jezus tvoj Gospod in rešitelj. In pol so vse predali življenje Jezusu, ga sprejeli za svojega Gospoda. In pol sem jih učil, simpel korak je, polož roko, zapovej bolezen v imenu Jezusa in tako naprej. Aleluja. In pol sem spraznil svojo garažo vseh krščanskih knjig. Jaz sem avto imel poln literature za njih, Biblije sem vsem prinesel. In pol v vsaki sobi v tem domu upokojencev so mleno od Biblije. In jasno, da sem jaz pol drug dan zgubil službo. Jasno, da to več ni šlo. Jaz sem naredil cerkev tam noter, razumete? In pol me je ta direktorica poklicala in rekla, Klemen, ti si v pravu tukaj. V bistvu nimaš več vstopa. Wow, ampak zdaj si premeščen, zdaj služiš svoji družini doma. Sin se je ti uredil. To, kar sem jaz pri njim govoril, glih sin se mi uredil, ne me heca s to vojsko. Zdaj sem pa vse to dobil, kar sem jih prej prosil. S tem, da sem še dvojno plačo dobil. A se splača cerkev biti sramežljiv? Ne splača se. Naj te ne bo sram Jezusa. Amen? Ker nimaš kaj izgubiti. Amen? Dosti ljudi že itak misli, da si budala. Tako da vsem, brez veze, če še nekaj narobe narediš. Amen? Itak misli, da si mal neumen, ko v Jezusa verjameš. Ko normalen Slovenc misli, da si v redu človek, sam mal si premaknil, če ne bi bral Biblije. Razumete? Meni je oče rekel, ko
sem se spreobrnil, pa ne bi ti to malo tako vzel, bolj tako kot tabornike ali pa neki, ali pa gasilci, ali pa nekaj tako, ko imaš za hobi, ne pa da si kar cel v tem. Ja, tako navaden Slovenc razmišlja. Ne ti bo to tako, nekaj, kot tableta, ki jo vzameš, ali kot pivo, ki ga spiješ. Nekaj za začasno olajšanje, pa začasno in trenutno olajšanje neskončnih problemov. To je religija, to ni Jezus. Jezus je, ali ti je Jezus vse, ali ti pa ni nič. On ni dal opcije, da ti je tako neki, ko boš občasno mal prah dol pobrisal pa molil. On mora biti naš življenje, cerkev. To je najlepše življenje, če je 100% Jezus. Amen? Ok, 3 točke smo dali skozi čisto dosti za danes. Oče, hvala ti za tvojo besedo. Oče, pomagaj nam zdaj, haleluja, da smo še bolj pogumni v Jezusu, haleluja, ne v svoji moči, ampak v moči duha, haleluja. Sveti duh, dobrodošel si, haleluja, izpolni nas. Tako, kot si izpolnil prve učence, ki so bili ful preganjeni, so molili za še poguma. Oče, mi danes rabimo pogum, bolj kot kadarkoli prej, haleluja. Jezus, da prepoznamo, kaj ti delaš čez nas, okoli nas in v tistem trenutku, da smo na razpolago, oče, da lahko, ko rabiš nekoga, da bo govoril resnico, da lahko nas uporabiš. Ko rabiš nekoga, da bo poln ljubezni, da lahko nas uporabiš. Oče, ko kdo išče, da mu lahko pomagamo, oče, da bo najdel. Oče, da smo dobra reklama za Jezusa, haleluja. Da smo res predstavniki, ambasadori Jezusa, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Jezus. Izpolni nas, Sveti Duh, haleluja. Izpolni nas še, haleluja. Predajmo ti vsak strah, vsak sram. Oče, molim, da kdorkoli je pod kontrolo kjergakoli človeka zdaj, Oče, molim, da je duh kontrole zlomljen nad nami v imenu Jezusa. Oče, vsak strah ne gre zdaj stran od nas v imenu Jezusa. Strah pred človekom nastavlja zanko. Mi pa zaupamo v Gospoda in smo odrešeni, haleluja. Oče, hvala ti za vsako ženo, vsakega moža, Oče, za vsakega otroka, vsakega starša, Oče. Slomamo vsakega duha kontrole, v vsaki družini. Oče, naj vlada resnica v ljubezni, haleluja. Naj bo vsaka beseda ljubezniva, krotka, zabeljena soljo, haleluja. Oče, naj tvoj evangelij, naj bo Božja moč v ozdravljenje, odrešenje vsakmu članu, haleluja. V imenu Jezusa. Amen.